V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lep dober večer pri tej daritvi svete maše. Danes se spominjamo svete Agate, mučenke, življenjepis današnje svetnice, ki ga je na podlagi legende za mohorsko knjigo Življenje svetnikov in svetnic Božjih godov pred več kot stoletji napisal Josip Rogač, duhovnik ljubljanske škofije, se bere kot roman. Na začetku pisec pove, da je ta svetniški cvet zrastel v plemeniti družini v mestu Catania na Siciliji. Bila je nežna, telesno in dušno visoko obdarjena devica, ter je zaslužila svoje lepo ime Agata, ki po naše pomeni blaga ali dobra. Njena lepota je privabljala številne snubce, med katerimi je bil tudi Kvintijan, glavar sicilskega otoka. Agata, ki je svoje srce oddala Božjemu ženinu, je vse gladko zavrnila. Tudi Kvintijana, ko je pod cesarjem Decijem leta 250 izbruhnilo preganjanje kristjanov, se je Kvintijan spomnil, da je Agata odbila njegovo ponudbo, ker je kristjanka. Nastopila je ura maščevanja, poklical jo je pred svoj sodni stol in jo najprej zlepa, potem številnimi krutimi mukami hotel pripraviti do tega, da bi prelomila svojo zaobljubo devištva in da bi se odpovedala svoji veri. Vse zaman. Agata je junaško vztrajala do konca. Pa naj nas tudi navdihuje sveta Agata, da bi mogli vztrajati v veri do Gospoda, v ljubezni do njega in do naših bližnjih. Molimo. Vsemogočni Bog, naj nam sveta devica in mučenka Agata izprosi tvojo pomoč, saj ti je vedno ugajala zaradi posvečene čistosti in pogumnega mučeništva po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, bratska ljubezen naj ostane v vas. Gostoljubnosti ne pozabite. V njej so namreč nekateri pogostili angele, ne da bi vedeli. Spominjajte se ujetnikov, kakor so ujetniki, in trpečih, ker ste tudi sami v telesu. Zakon bodi častit vsem in postelja neomadeževana, kajti nečistnike in prešuštnike bo sodil Bog. Življenje bodi brez lakomnosti, zadovoljni bodite s tem, kar imate, kajti sam je rekel, ne bom stopil od tebe in ne bom te zapustil. Zato moramo zaupljivo govoriti, Gospod je moj pomočnik, ne bom se bal, kaj bi mi storil človek. Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo. Glejte konec njih življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. To je Božja beseda. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi trepetal? Če se vojska utabori proti meni, se moje srce ne bo balo. Če se vname boj zoper mene, jaz bom zaupal. Gospod me bo skril v svojem šotoru, me skril ob dnevu nesreče, me prikril v zavetju svojega šotora, me vzdignil na varno skalo. Tvoj obraz iščem, Gospod, ne skrivaj pred menoj svojega obraza.
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca, ti si moja pomoč in nikar me ne zavrzi. Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko je kralj Herod slišal, da se je Jezusovo ime razglasilo, je trdil: Janez Krstnik je vstal od mrtvih in zato deluje o njem čudežne moči. Drugi pa so govorili, Elija je. Spet drugi so trdili, prerok je, kakor kateri drug izmed prerokov. Ko je Herod slišal, je rekel: Janez, ki sem ga dal obglaviti, ta je vstal. Herod je bil namreč sam dal Janeza prijeti in ga v ječi vkleniti zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, s katero se je bil oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti žene svojega brata. Herodijada ga je sovražila in bi ga rada umorila, pa ga ni mogla. Kajti Herod se je Janeza bal, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je varoval. Kadarkoli ga je poslušal, je bil v veliki zadregi, poslušal pa ga je rad. Prišel pa je ugoden čas, ko je Herod za rojstni dan napravil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Vstopila je hči same Herodijade in plesala, ter se prikupila Herodu in gostom. Teda je kralj rekel deklici: Prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je: Karkoli me poprosiš, ti bom dal, do polovice svojega kraljestva. Odšla je ven in rekla svoji materi, kaj naj prosim. Ta je pa rekla: glavo Janeza Krstnika, in brž je pohitela pred kralja ter ga prosila: hočem, da mi takoj daš na krožniku glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, toda zaradi prisege in zaradi gostov ji ni moral odreči. Poslal je takoj krvnika in ukazal prinesti Janezovo glavo. Krvnik je šel, ga v ječi obglavil in njegovo glavo prinesel na krožniku ter dal deklici, deklica pa jo je dala materi. Ko so to zvedeli njegovi učenci, so prišli, vzeli truplo in ga položili v grob. Božja, Kristusov evangelij. Bom prebral razmišljanje iz besedne med nami za današnjo prvo berilo, ki smo ga slišali, ki Pavel piše Hebrejcem. Kaj nam pride na misel, kadar premišljujemo o gostoljubnosti? Mogoče priprava večerje za prijatelje ali zabava za sosede, ali pa morda pospravljanje stanovanja za goste, ki bodo pri nas prespali nekaj noči. No, sedaj v tem času to ni mogoče. Vse to je dobro, toda bistvo gostoljubnosti niso pretirane priprave, ampak razpoloženje srca. Gre za to, da poskrbimo, da se nekdo pri nas počuti kot doma, če tudi tako rekoč ni naš gost. Kako ustvarimo tako razpoloženje? Spomnimo se, kako je Bog sprejel nas. Ni nas le sprejel, ampak nas je posvojil kot člana svoje družine. Kakor je apostol Pavel zapisal o poganih, nismo več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Tako kot je Bog sprejel nas, želi, da bi tudi mi sprejemali vse ljudi v njegovo kraljestvo. Bodimo pozorni, da nas avtor pisma Hebrejcem takoj po opominu naj ne pozabimo na gostoljubnost, spomni, naj pomislimo na jetnike in zatirane. Vsi si zaslužijo našo dobrodošlico. Bolj, ko bomo privzemali držo sprejemanja, več priložnosti bomo odkrivali, da jo bomo uresničevali, kajti taka drža je več, kot ponavadi razumemo pod gostoljubnostjo. Prežema naš izraz na obrazu, kretnje in govor. Vse naše besede in dejanja drugim sporočajo, da smo srečni, ker smo z njimi in komaj čakamo, da jih bomo bolje spoznali.
To se lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli. Lahko se zgodi, ko gremo mimo sosede v trgovini, lahko se zgodi pri maši, ko opazimo družino, ki je še nikoli dotlej nismo videli v cerkvi, ali pa, ko po telefonu klepetamo s sorodnikom, ki zaradi bolezni ne more od doma. Ni pomembno, kaj delamo, marveč kako to delamo. Kamorkoli gremo in karkoli delamo, nas obdajajo ljudje, ki želijo biti sprejeti in to tudi potrebujejo. Prosimo Svetega Duha, naj nam jih pokaže. Nikoli ne vemo, kako lahko preprosto, prijazno dejanje nekoga zbliža z Bogom. Sveti Duh, kdo danes potrebuje moje gostoljubje.